Pozdravljeni. Danes se lotevamo nečesa res posebnega. Drzno vizijo mesta prihodnosti. In kaj je pri tem najbolj zanimivo? To, da sta jo skupaj ustvarila dva na prvi pogled popolnoma različna svetova. Svet videoiger in, ja, svet arhitekture. Vse skupaj se pravzaprav začne z enim samim precej izzivalnim vprašanjem, ki je v samem jedru celotnega koncepta. Ampak to ni le še en znanstveno-fantastični sen. Veste, to je nekakšen neposreden odgovor na tiste izmišljene svetove, ki jih vsi poznamo, z enim samim ciljem – zgraditi nekaj boljšega. Prav, pa se potopimo malo globlje v to idejo. Torej, kaj točno je ta protopična vizija? No, zamislimo si živo dihajoče mesto. Mesto, ki združuje, recimo, najboljše iz dveh svetov. Na eni strani imamo surovo, visokotehnološko estetiko cyberparka, na drugi pa te trajnostne optimistične ideale solarpunka. Da bi resnično razumeli to novo mesto, moramo najprej pogledati k zvezdam. K tistim ikoničnim, izmišljenim svetovom, ki so služili kot navdih, pa tudi kot nekakšno opozorilo. Torej, vzame se razsežnost mesta, planeta, kot je Coruscant, ampak se ga popolnoma očisti. Prepoji se ga z obnovitveno močjo narave. Samo predstavljajte si. Po drugi strani pa si izposoja to modularno harmonijo, ki jo poznamo iz Yorktowna. To mesto omogoča, da raste in se prilagaja skoraj v neskončnost, dinamično. In zdaj pridemo do tistega, kar je resnično zanimivo. To je osrednja filozofija, ki drži vse skupaj. Gre namreč za mešanico dveh na videz popolnoma različnih prihodnosti. Na eni strani imamo torej temačno, visokotehnološko, malce umazano estetiko cyberpunka, na drugi pa tisti svetov ekološko osveščen optimizem, ki ga prinaša solarpunk. Dva popolnoma različna svetova. In ta vizija pravi, da nam ni treba izbirati med njima. Zakaj bi? Lahko združimo živahno energijo enega s to trajnostno toplino drugega. To nas pripelje do res ključnega koncepta. To mesto je protopično. Kaj to pomeni? V bistvu to, da nikoli ni končano, vedno je v procesu, vedno se izboljšuje, ni neka statična utopija. No, da bi vse skupaj res razumeli, moramo pogledati prototip tega sveta. Srce vsega skupaj. In to je gamerski kampus. Sliši se zanimivo, kaj ne? Zasnovan je bil prav zato, da kuje junake digitalne dobe. Tukaj se vizija prvič zares sreča z resničnostjo. Izvirno gradivo ga sploh ne opisuje kot neko navadno pisarno, ampak bolj kot poligon. Poligon za usposabljanje naslednje generacije ustvarjalcev. Struktura tega kampusa je res jajno zamišljena. Vertikalno. Čisto spodaj, v podzemlju, je fizični trening z VR simulatorji. Malo višje so ustvarjalna središča, polna 3D tiskalnikov in holografskih miz, podobno kot na MIT-ju ali v Pixarju. In čisto zgoraj, v nebesih. Tam so pa pisarne in posebne sobe za stanje zanosa, ki uporabljajo napredne možgansko-računalniške umestnike. Celotna filozofija oblikovanja temelji na resničnih, nekaterih najbolj inovativnih ustvarjalnih prostorih, ki jih poznamo danes. Ampak njegova duša, ta pa prihaja iz sveta videoiger. In te ne vplivajo samo na videz, ampak na samo delovanje, na funkcijo teh prostorov. Ampak kako se vse to sploh povezuje z našim resničnim svetom? Poglejmo, kako bi takšna vizija dejansko lahko preoblikovala našo družbo. Ampak pazite, ta vizija gre veliko dlje od zgolj arhitekture. Ne. Preoblikuje družbo v samem jedru. Za upravljanje vsakdanjega življenja se recimo uporabljajo koncepti iz iger in pa tehnologije vrženja blokov. To v bistvu omogoča decentralizirano odločanje, torej brez neke centralne avtoritete, ki bi vse nadzirala. In na koncu nas vse to pusti z eno samo, res izzivalno mislijo. Je to zgolj fantazija ali morda prototip nečesa, kar bi lahko zgradili že danes?